Najprej iskrena hvala za glasove. V domačem kraju je lista dobila skoraj 50%, se pravi, da je prepričala tako lista kot sam kot kandidat in sem res vesel, da smo tudi s to listo dveh strank pokazali, da znamo povezovati. Sam sem na nek način znan kot tisti, ki ne deli ljudi, ampak jih poskuša povezati in sem prav ponosen, da sem že drugič izvoljen na listi dveh strank. Izzivi za naprej so zelo jasni. Po 5 letih dela v Evropskem parlamentu bodo ključne prioritete, s katerimi sem se ukvarjal, ostale še naprej. Se pravi, tako področje podeželja, kmetijstva, projekt pametnih vasi, zavezništvo za mlade. Imam pa namen se priključiti še tretjemu odboru, to je odbor ITRE, v katerem govorimo o transportu, energetiki in naš prostor je zaznamovan z veliko energije in želim del tega tudi uresničiti v Evropskem parlamentu. Ja, poglejte, jaz moram reči, da je hvala Bogu zaustavljen trend padanja in da beležimo skoraj 20% povečanje udeležbe na volitvah, kar ni malo. Res je, da je bila osnova nizka, teh 24,5%. Veseli me to, da je tudi v našem kraju bila preko tega povprečja in upam, da je to nek trend, ki se bo obrnil tudi za ostale volitve. In z druge strani pa lahko zelo mirno rečem, če bi se nacionalni mediji z evropskimi politikami ukvarjali, tako kot se regionalni mediji in pa lokalni ukvarjate, bi bila ta udeležba večja. Kaj dosti več od naših plač pa naših prioritet žal tisti, ki iz Ljubljane spremljajo Evropo, ne sežejo in to mislim, da je na nek način po eni strani opomin tako politiki, po drugi strani pa tudi medijem, ki pa jim je treba priznati, da so tudi na osnovi pobude, ki jo dal sam Evropski parlament in naša pisarna tokrat grem volit, v zadnjih 2 mesecih resnici na ljubo dosti več dale v ospredje evropske vsebine in mislim, da je prav tako, kajti naše življenje je bistveno bolj povezano in odvisno od tega, kaj se dogaja v Evropski uniji, kot si na prvi pogled upamo priznati. Kot sem že dejal, sama lista je dobila v Krškem skoraj 50% glasov, v Sevnici tudi okoli 40%, Brežice nekaj manj, tako da bo pa zanimiva analiza, ko bomo videli, kako so se razdelili preferenčni glasovi, kajti vemo, da je to bil nek poker, v katerem smo najprej vsi skupaj poskušali dobiti čim več glasov za celotno listo, po drugi strani sta pa bile to dve stranki in logično, da so, ne vem, vsaj kolegi v SDS-u nagovarjali tudi za koga, ki prihaja iz njihove stranke, kar je povsem legitimno in pričakovano. Me pa veseli, da smo mogoče tudi na osnovi tega sodelovanja naredili kakšno podlago za nadaljne delo na nacionalni ravni, pa tudi v Posavju se imata te dve stranki še marsikaj za doreči in mogoče vzpostaviti boljše sodelovanje v dobro vseh in če bom lahko, bom se pri tem trudil in poskušal pomagati.